Pozdravljeni! Danes bomo skušali skupaj dobiti odgovor, ali se res kariera Lewisa Hamiltona, vsaj na tistem najvišjem nivoju, bliža koncu, ali so res njegovi rezultati tako porazni. Na samem začetku bi rad poudaril, da je Lewis Hamilton nekaterim všeč, drugim pač ne. In razlogov je lahko neskončno veliko in ne bomo se spuščali v neko razglabljanje. Treba je povedati, da je Formula 1 pravzaprav lepa zaradi tega, ker smo vsi drugačni, vsi različni in vsakdo izmed nas ima svojega favorita. A verjetno ste tudi vi slišali, kako po mnenju nekaterih je Lewis Hamilton 7-krat postal svetovni prvak, samo zato, ker je imel boljši bolid od ostalih in bi dobesedno vsakdo na njegovem mestu lahko dosegel takšne rezultate. Prvič, Lewis Hamilton ni imel zmeraj najmočnejšega bolida. Na primer v sezoni 2008 ali pa 2017 in tudi deloma 2018. In konec koncev, zamislimo se za trenutek. Ayrton Senna, ko je zmagoval z McLarenom, je imel na razpolago najboljši bolid na štartnem razporedu. Ali mu je kdo izmed nas to kdaj očital? Kaj pa Michael Schumacher? Tudi tu lahko dobimo primere, ko je imel res premočan bolid glede na konkurenco. Tudi Sebastian Vettel, vsaj v 2 od svojih 4 naslovov, je imel seveda najboljši Red Bull, ki mu je omogočal dobesedno vse. Ali se je kdo izmed vas vprašal, zakaj je Juan Manuel Fangio zamenjal toliko ekip? Verjetno zaradi tega, ker je hotel imeti zmeraj najboljši, najkonkurenčnejši bolid. In zakaj se je Ayrton Senna odločil zapustiti McLaren in iti k Williamsu? Verjetno ni potreba posebej poudarjati. Zato, če mi nekdo zatrdi, da po njegovem naslovi Lewisa Hamiltona niso toliko vredni kot naslovi nekoga drugega, sam zatrdim, da mogoče, ampak kdo je on, da lahko o tem sploh sodi? Zame naslov svetovnega prvaka je enostavno naslov svetovnega prvaka. A vrnimo se k današnji temi. Ali je Lewis Hamilton res v takem zatonu? Že nekaj let ga vidimo, da pravzaprav ni več takšen, kot smo ga bili vajeni v prejšnjem desetletju, da smo si na jasnem. Približno od tiste sezone 2021 zadeve več niso enake. Ampak ali to pomeni, da je Lewis Hamilton praktično na koncu svoje kariere? Če je to res, kaj bi potem lahko dejali o Fernandu Alonso? Ampak ne, Fernando Alonso je tisti nesmrtnik, tisti veteran, tisti, ki lahko Formuli 1 še marsikaj da. No ja, vsakdo lahko ima sedaj svoje lastno mnenje, ampak sam jo postavljam na približno enak nivo. In zanimivo je slišati razne, dovolite mi, pavšalne izjave, kako moštveni kolega
v navednicah pere Lewisa Hamiltona. Ali se je kdo izmed vas vprašal, kolikšna je bila razlika na koncu sezone med Lewisom Hamiltonom in Georgeom Russellom lani? Če so moji viri točni, 22 točk, torej Lewis Hamilton je v povprečju dosegel manj kot točko manj od Georgea Russella na 24 dirkah za veliko nagrado. In je to znak, da je z Lewisom Hamiltonom konec. Ne vem, kaj bi dejal. Na začetku lanske sezone je Lewis Hamilton, čeprav je bil koledar rahlo drugačen, dosegel 53 točk. Torej tudi letos s Ferrarijem, ki je zagotovo slabši od lanskega, so rezultati Lewisa Hamiltona še zmeraj spodobni. Ne smemo pozabiti na nekaj, da edino zmago, čeprav jo ne moremo smatrati kot pravo zmago letos za Ferrari, je še zmeraj dosegel Lewis Hamilton in ne Charles Leclerc. A ne smemo mimo enega zelo pomembnega dejstva. Lewis Hamilton ni zadovoljen v Ferrari. Verjetno zaradi tega, ker je ekipa Scuderie vsa na strani Charlesa Leclerca. Videli smo v komunikacijah, videli smo v izboru strategij, videli smo celo pri obnašanju njegovega inženirja. Lewis Hamilton je navajen biti ona primadona v ekipi. In glede na to, kolikor so ga plačali pri Ferrariju in kaj je vse dosegel v preteklosti, si po mojem tak status tudi zasluži. Lewis Hamilton je napravil pri Ferrariju eno bistveno napako. In to je ta, da je Lewis Hamilton začel dirkati za ekipo, ko je v težavah, nekako spušča naprej Charlesa Leclerca, čeprav sem prepričan, da v obratni situaciji kaj takega ne bi videli. Lewis Hamilton se zna žrtvovati za Ferrari in seveda pozabiti na tisti svoj lasten uspeh. In to ga spravlja v podrejeni položaj. Ali se kdo spomni lanske sezone, jer Carlos Sainz mlajši, ko je izvedel, da letos praktično ne bo imel več sedeža v Ferrariju, je začel enostavno dirkati zase. In je pozabil na to, da je prvi voznik Charles Leclerc. Kolikokrat je bil Španec na progi boljši. In zopet smo videli, da so ga morali pri Ferrariju tudi kdaj pa kdaj zaustaviti. Z napačnim vpoklicom v bokse in podobnimi prijemi, ki smo jih pri Scuderiji iz Maranello seveda vajeni. In to je tista kardinalna napaka, ki jo je storil Lewis Hamilton. Namreč namesto, da bi mislil nase, je začel misliti na dobro Ferrarija, kar je plemenito, o tem ni nobenega dvoma. Ampak v situaciji, v kateri se je znašel on sam, je to pomenilo tudi praktično potrditev tega, da so ga odrinili na stranski tir, ker bodimo iskreni, pri Scuderiji Ferrari si Lewisa Hamiltona niso želeli. Hamiltona je pripeljal John Elkann in zaradi tega bo moral Hamilton kaj spremeniti. Ampak vseeno, še zdaleč ga ne vidim tako slabega,
kot si nekateri želijo, kot nekateri pripovedujejo. Ni motiviran in to mu gre morda malenkost za zameriti, ampak še zdaleč za njim ni konec. Čakam na trenutek, ko se bo dobesedno razbesnel in pokazal, čega je sposoben. Takrat ne bo enostavno niti za Charlesa Leclerca. Če pa Lewis Hamilton bo popustil, če ne bo našel neke jeze v sebi, takrat pa res bo konec za njegovo kariero, ki je dolga, slavna, polna enkratnih rezultatov in pa ne sme nihče izmed nas oporekati. Lewis Hamilton ni nič drugačen kot mnogi drugi, ki so zasloveli pred njim, in seveda ne bo drugačen tudi od onih, ki bodo zasloveli za njim. Za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.